Pozdravljene punce, zopet iz Hurgade. Danes sem se z vami odločila deliti 14 nasvetov za 14 dni v Hurgadi. Sicer sem mislila iz tega narediti blog post in mogoče še bo, kjer bojo drugačni nasveti, ampak v tem momentu sem se odločila, zakaj pa ne posnet, ker je lik tak lep dan. Zunaj je 40 stopinj, tako da ne bi li šla v bazen ali pa se kopat in v zavetrju oziroma v senci sem se odločila nekaj posnamen z vami in imam jih napisane vse nasvete, take na hitrco, kar sem se likar zmislila, na telefonu bom sproti brala. Mi je pa res to, kar sem se zdaj spomnila. Prijetno bom naredila še kak blog post glede tega, ampak zaenkrat je to to. Prvi nasvet, ki ga imam za vas, je ne pozabi doma krem. Kreme za zaščito pred soncem so tu a must, ker kakor sem rekla, tukaj je trenutno 40 stopinj, sonce konstantno nabija, ni tako kot pri nas, da je kdaj bolj močno, kdaj bolj ne. Jaz sem eno dopoldne samo dala malo marmelade gor, malo več, priznam, afroditine marmelade, tiste, ki še ne veste. Čeprav dvomim, da obstaja še ženska v Sloveniji, ki ne ve za marmelado. Torej dala sem je prav malo dopoldne, mogoče 2 urci od 8 do 10, tam nekje sem bila na blazini, v bazenu z marmelado gor in prvi dan sem bila rdeča. Vse druge dni, kjer sem uporabljala zaščito, nič. Se vidite tudi zdaj, da nisem nekoliko rjava, ja malo sem, ampak nič, glede na to, da sem 14 dni na 40 stopinjah. Tako da res, prva stvar, ki bi rekla, ne pozabi doma krem. Jaz sem s sabo vzela 3 ali 4, eno sva že po enem tednu porabila, zdaj smo že na drugi, že na sredini, pa imamo še 2 ali 3 dni. 2 dni? Boje, samo še toliko. Ok, drugi nasvet, ki ga imam za vas je, da voda. Pijte res ogromne količine vode. Saj tukaj, kjer sem jih jaz prišla z Eti Travelsom, hvala Bogu, je voda konstantno dostopna pri 2 barčkih, tako da je res lahko konstantno na voljo, ampak tukaj res lahko bomo jo tako hitro dehidrirati. Še posebej mi, te, ki živijo, jaz sem jih prišla med Ramadanom, kar, če ne veste, to je muslimanski mesec, kakor mi je razložil domačinov. Krvni mesece drugače štejejo in kada pride Ramadan, so oni 30 dni do 6:30 zvečer, od 3 po noči do 6:30 zvečer, brez hrane, brez vode, brez seksa po domače, brez cigaretov, brez vsega pretty much. In sicer oni so to navajeni, njim gre skozi, ampak se mi zdi, da mi Evropejci še posebej, ker smo toliko bolj občutljivi, ker nismo navajeni takega podnebja, pa lahko dosti hitro dehidriramo, tako da zaščita tako s kremami, kot dosti popite vode, pa kako pokrivalo, če imate, to res priporočam, da vzamete s sabo in seveda zmeri dehidrirajte se. Naučite se reči ne. Kada pridete enkrat v Hurgado, vidite, da toliko smo mi Evropejci, še posebej Slovenci, koliko ne znamo sprejemati, naprimer denarja. Česar, smo bolj da raje damo, kot pa da sprejmemo, tukaj pazite totalno drugo skrajnost. Ne morate stopiti na cesto, se mi zdi, brez da vas ne bi enih 5 ljudi začelo klicati, da pridite k njim, da vam imajo to za ponuditi, to, pa bezdel to, pa bezdel tisto. In če se ne naučite reči ne, boste prišli nazaj v hotel, v resort, kamorkoli, z rokami kup stvari, ki jih nikoli ne boste rabile. Razne spominke, kar ok, prideš prvič, kupiš za družino, ampak sem slišala tudi zgodbe, da so prišli večkrat že in zmeri znova prinesli, čeprav ni bilo potrebe, samo zato, ker tukaj so res vztrajni prodajalci. Tudi z Matjažem sva se hecala, da bi mogli te prodajalci v Sloveniji učiti, kako prodajati, ker to je res neverjetno, ne odnehajo, ne znajo slišati besede ne. Tako da se mi zdi, da morate vi še toliko bolj vztrajni biti s tem, da ne rabite. Naslednja točka je torej v tuji povezavi s tem in sicer pogajanje se. Če so česa navajeni Egipčani, nasploh je pogajanje. Naprimer, jaz sem ena očala, ko sem jih gledala. Na začetku je bila prvotna cena za očala in 100% bombaž šal, ki sem ga gledala, 37 evrov. Na koncu sem sama očala dobila za 2,5 evra. Zdaj, ker tukaj se mi zdi, da res prvič ceno ti zelo nabijajo, še posebej, ko vidijo, da si iz Evrope. Dejansko mi dosti lepše živimo, imamo poskrbljeno zdravstvo, dokaj v redu. Imamo neko osnovo, če si samo na zavedu, če si brezposeln, imamo neko osnovo, ki jo dobijo. Oni na primer nič od tega nimajo. Tako da ja, ampak so pa tudi navajeni, dosti nam nabija cene za te. Še posebej smo pazila Nemcem, ker Nemcev in Rusov je to ogromno. In se mi zdi, da Nemcem in Rusom še najraje nabijajo cene, ker pač mislijo, da to imajo toliko več denarja. Tako da jaz bi vam res svetovala, če si mislite kaj kupiti, če vam kaj pade v oko, dajte se pogajati. Dajte
smešno nizko spustiti ceno, ker tukaj so take nizke cene, da naprimer, kakor sem rekla, čala se dobi za 2,5 €, vse se dobi tako poceni, da prv, kar začneš malo razmišljati, če že počutiš neumen, če daš 10 € za nekaj. 5. točka, spoznaj domačine. Nekaj, kar se mi zdi, da je najbolj koristilo meni in Matjažu, da sva naredila, ker sva bila dosti zgovorna, je to, da sva spoznala tukaj z sosednjega lokala ob rezortu, pa da me zdaj slišite, ker lih nekaj puca vzali. Pri rezortu je nek bar, da so spoznala domačina, da jo je peljal, malo nam je že povedal to, naprimer, od drama dama, kako vse skupaj deluje, malo nam je povedal o samih običajih Egipčanov, kako so, malo nam je nasploh o življenju govoril, krati pa tudi en dan, včeraj naj jo je peljal do Mekša, nekako se reče pač muslimanske cerkve, res ogromna, tako lepa zadeva, se mogoče bo, oziroma verjetno bo v vlogu videti, ker bom naredila vlog 14 dni v Egiptu oziroma v Hurghadi. Res, tako lepo zdaj pokazal nam je okoli, dejansko smo začutili, kako je živeti tukaj, ker če boš ti samo sledil svojemu turističnemu vodniku, ja, si boš ogromno lepih stvari videl, ampak ne boš pa začutil tistega samega mesta, ne boš vedel, kako oni živijo, ampak boš videl pač, kako je skozi turizem vse skupaj. Naprimer, jaz sem si tudi dosti želela iti v Kairo, kadar sem pa zvedela, je to 8-urna vožnja v avtobusu, me je takoj minilo in sem se raje, kot da grem gledati piramide, kar lahko odprem Discovery Channel in jih vidim, sem se raje odločila tukaj spoznam kakšne domačine, da se malo povežem z njimi, da naredim kakšna nova prijateljstva, da naslednjič, ko prideva sem, bo že koga poznala, da bo vedela kam iti. Tako da ja, spoznajte domačine. 6. Preizkusi nekaj novega. Karkoli to je, če je naprimer to neka specialiteta v hrani, kar jo oni imajo, če je to neka ples ali karkoli, kar imajo, spoznaj nove, zato ker likto to gremo potovati, da odkrijemo nove dele sebe, kar še ne poznamo. Jaz in Matjaž sicer to že poznava od prej, ampak je pa tukaj običaj, šiša in tukaj nekaj vsakdanjega. V Sloveniji se, bila sem nekaj protočki, kako spoznajte domačine in spoznajte vso navado in vse, so zgodilo res nekaj zelo lepega. Kartico sem zapirala zdaj in mi je gospod, ki je odzadnji pospravljal, prinesel rožico za v video. Kaj ni to najbolj svet, pač taki so Egipčani. Zato tako mi je rekel, če želim, da me on snema, ker je bil dom tukaj sestavljeno stole, pa mizo, pa vse, da dejansko imam mini tripod, DIY. Ampak ja, kaj ni to lepo? Pač ja. Torej, naslednja točka, ki sem jo hotela omeniti, potem, da preizkusiš nekaj novega, kar v najnem primeru, kot sem rekla, v Sloveniji se šiša kadi mogoče enkrat letno, če jo imaš. Tukaj se šiša kadi minimalno enkrat na pol dneva. Tako da za mene je bilo to nekaj novega, da smo šla to pač res probi preizkusiti nekaj, kar on njim je vsakdanjega, za tebe pa popolnoma novega. Naslednji zasvet je sicer oba dva z Matjažem sva ga doživela, premagaj svoje strahove. Jaz, dokler nisem prišla v Egipt, nisem vedela, da se bojim kamel, ker pač nobenih živali se nikoli nisem bala. Potem pa, kadar so prvi dan se malo sprehajala in imajo te kamele stil taksi, da te malo gor pa dol peljajo, sem zraven prišla in sem občutila strah in mi je bilo neprijetno. Matjaž je lahko božal, jaz si nisem upala zraven. Pri Matjažu pa drugi strah, strah pred kačami. Potem pa se nam je zgodil safari, sva šla 4-kolesnika se voziti in del tega je bilo tudi jahanje kamel. Jaz že tako pač nisem ne vem kak fan kakorkoli teh izletov, kjer se živali skozi dajejo, pa karkoli povezaj z živalmi, ampak sem okej grem. Takoj, ko sem se usedla gor, jaz sem se tresla, neverjetno me je bilo strah, ne vem, ne znam pojasniti zakaj. Lahko sem v prejšnjem življenju imela kaj s kako kamelo, ampak me je bilo res neverjetno strah. In sem dala čez to. Na koncu, ja, sicer je bilo rahlo neprijetno, kako se je usedla in jo vse zabolelo, ampak je šlo skozi, dejansko sem premagala svoj strah. Druga, kar se je zgodila, pa tudi Matjaž, potem, ko sva šla v safari, je bil tudi del, kjer sva šla pogledati razne kače, plazivce in vse. In kakor se je njen strah kači. In je prišel moment, kadar je nek gospod, pač taka naj je imel okoli, je zvlekel ven kače in rekel, kje si okoli vratu. In Matjaž prvi, ne. Ti si gospod me samo rekel, vse ti ne bo ugrizana. Puf, je že okoli vratu. Tako da pejte čez svoje strahove, ker dejansko jaz zdaj vidim kamelo, ja, tako je lahko grem pobožati. V začetku bi ostala v nekaj zanikranju, da se jih bojim, da to so grozne živali, pa sploh ne vem, od kje se je to ustvarilo. Tako da pejte preko svojih strahov. Druga je tudi pejte čez svoje meje. To ne mislim meje lik v smislu strahov, ampak čez svoje meje, da to, če bi kaj standardno rekli, ne, tega ne bom delal, dajte iti čez, naprimer, kaj je danes primer? Naprimer potapljanje. Jaz
vsak je imel eno željo, kaj hočeva preizkusiti v Egiptu. Jaz sem si želela iti v safari, Matjaž si je pa želel iti potapljati. In zdaj, če bi jaz standardno bila pa če, ne, meni se ne da, pejdi sam, bla, 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 ne bi videla to, kar sem pol videla. Na koncu je bilo še meni potapljanje 10krat boljše kot safari, ampak sem šla čez to neko svojo mejo, ker sem priča, ne, to ni zame, jaz sem se že potapljala, v preteklosti pa je bilo kar neki. Pač ne, lahko pa zdaj probate 100krat eno stvar, ampak 101 se boste pa zaljubili v njo. Tako da dajte probati, če posebej na dopustu, ker vse imate čas, ni izgovora. 9. Opazuj vse okoli sebe. Kako se reka, mi dva sva spoznala tudi domačine, ampak če ne bi opazovala njihovih inovacij, to ne bi dovolila. Če bi še zmeri šla, naprimer v Sloveniji ali pa kjerkoli v Evropi, kjer je način, da pri prodajanju ti igraš prodajalno, si tiho, si ogleduješ, mogoče ti prodajalec reče, a ti kaj pomagam in to je to. Če si ne bi dovolila tisti dan, ko so vsi kričali na da je priva na trgovino, če si ne bi dovolila malo tudi se pogovarjati z njimi, kar jaz priznam. Prve dni sem sama šla mimo, ker se nisem hotela pogovarjati. Ampak slej, ko prej smo malo spregovorili in smo spoznali, smo tudi opazili njihove načine, kako dejansko lahkotno jemljejo celotno življenje, kako jim je vsako delo časti vredno. Res, opazujte malo okoli sebe, ker se mi zdi, da tudi sebe da spoznate, svoje vrednote še enkrat preračunate, kaj vam sploh kaj pomeni. Kaj opazujte, ne samo biti kot konj, kako se reče? Ne vem, kako se reče tistemu konju. Kamat? Ne vem, jaha? Ne. Kako? Fijakarski konj. Evo se zdaj Matjaž od zadnji se jih zbudil. Počivaj. Še ena stvar, kar sva se mogla mi dva tukaj naučiti, ker sva dva osebe, ki so stalno nekaj morava delati, pa tudi če je to samo skakanje, da ne kamico druge, samo da se nekaj dogaja. In drugi dan tukaj sva na all inclusive, tako da so nam hrano delali, so nam vse nosili, kamor sva hotela, sva dobila na bazenu samo, ne vem, zakričal si, pa si dobil pijačo, pač nič ti ni treba delati. Naj je pa prebilo, okej, kaj pa zdaj? Zdaj pa naenkrat nič ne rabiva delati, naenkrat nobenega ne poznava, tako da nima kam iti. Okoli mesta je sama puščava, tako da nimava kam iti, nimava avta, da bi se kam odpeljala, kaj narediti. In dejansko takrat se mi zdi, da se zavedaš, okej, saj ni nič narobe, če počivamo. Če samo se zgledujem malo po Egipčanih, njim je skoraj 3/4 life počivanje. Res toliko bolj si vse vzamejo z lahkoto, se ne forsirajo za nič. Pač se vidite gospoda odzadaj. Lahko bi se zdaj jamril, da mora pucati in vse, ampak ne, on je vmes še vstal, mi prinesel rožico, ki snema, vprašal me celo, se me on snema. Tako da res počivajte, vzemite si vse bolj relax, bi jaz rekla, ker ne rabimo toliko lafacko življenje, ker konc koncev imamo samo eno življenje, kakor bi rekel Ibrahim, ki sva ga tu spoznala. Ne bodi v sevedu, to je še ena. Če boš ti prvi dan, kar prideš sem, zaradi tega, ker si prebral na Wikipediji in povsod si mislil, da vse veš, ne boš odprt za nič novega. Naprimer, jaz vem kar nekaj o Egiptu, ker sem imela v otroštvu prijatelja, ki je bil obseden z Egiptom. In če prišla sem samo s tem, ja ne, to nam dela, to vem kako je, tam vem kako je, ne bi pol toliko lahko spoznala, ne bi si dovolila spoznati toliko kulture samih ljudi. Tako da ne imeti v glavi samo tisto, kar vi veste, ker tisti podatki, ki ste se jih učili v šoli, kar jih veste od ne vem kje, se lahko izkažejo za dosti napačne. Tako da ne bi se več sprejmite, kar je okoli vas. Smo že pri 12. nasmej se. Se mi zdi, da to sva z Matjažem slišala največkrat od največ prodajalcev, da sva ena redkih ljudi, ki sva hodila okoli in sva se smejala konstantno. Ja, delno je zaradi tega, ker sva taka po naravi, ampak vseeno ogromno ljudi je takih, da ko pridejo na dopust, se odpočiti, se imeti fajn in potem hodijo po cesto. Pač nasmejte se, kakor vsake eno življenje je. Tudi s tem, ko boste vi oddajali tako energijo, čemirno, kako se reče, ne boste sprejemali drugih ljudi, boste odbijali ljudi. Tako da, če hočete spoznati novo, če hočete res zaužiti vse, kar vam lahko ponudi določeno potovanje, dajte biti tudi na taki energiji, sprostite se, nasmejte se, sej življenje je lepo. Zdaj na koncu že hipijevska ratala, zgledam že malo tako. Bodite prijazni, to sem jaz prvi dan priznam, da nisem bila. Na začetku, kako vsega te prodajalci znajo biti za nas, Evropejce, ki nismo navajeni tega načina, zelo naporni, res ne dajo ti miru, skričijo ti, z druge konca ulice ne priješ k njim, potem te zmerijo, da si bad stories, pač zna biti res naporno.
In jaz, na primer, prvi dan sem bila kar nesramna, sem jih ignorirala, sem hodila dalje, se nisem hotela pogovarjati z njimi, samo zaradi tega, ker sem res hotela ja, sem bila utrujena in vse, ampak ni izgovor. Bi lahko kljub temu jim rekla thank you, se posmejala in šla dalje. Potem časom pa leta, tudi oni so ljudje, tudi prodajalci, tudi vsi drugi. Vse isto je v Sloveniji prodajalci, ko je tu prodajalci. V Sloveniji verjetno ga tu ne bi ignorirali, če nekaj reče, ne. Morate se pa tudi zavedati, da to je njihovo delo, da s tem oni služijo, da tukaj, od tega oni živijo, s tem se oni preživljajo. Tako da samo ena lepa beseda, če jim rečete, če se malo posmejite, ker verjemite, da na dan slišijo prevečkrat grde besede, prevečkrat jih ignorirajo, tako da bodite vi tista lučka, ki jim polepša dan. In še zadnji nasvet, kar imam za vas, ne biti ignorantski, ne biti zaprti, ne priti na dopust, kar vim, da ogromno ljudi, samo napiti se ga, ležati. Mislim, ja, če vam je to kul, če vam je to point, delite, ampak se mi zdi, da lahko dosti več izkusite, če greste malo ven, če spoznaste malo ljudi, če si dovolite uživati, če ne pri dopustu že odštevate dneve, kdaj morate domov, če ne da dopustu že razmišljate, kaj se bo zgodilo, ko prijete domov. Kar sem jaz spoznala, da prve 2 dni sem še mogoče pomislila, kakšni sestanki me čakajo, kakšne maile moram odgovoriti. Potem sem si pa klopila v avtomatsko maile, da odpisuje, da me ni. In sem res 12 dni, zdaj bom lahko prišla nazaj, še bolj polna energije, še večjim zagonom za vse skupaj, ker sem imela teh 14 dni, da sem se odklopila, da sem si dovolila počivati, da sem se spet spoznala, da sem se spet zaljubila v življenje. Tako, kar greste na pust, ne razmišljati o tem, kaj bo, ko pridete domov, bodite v trenutku. Dajte čim več vzeti od tega, da ste šli nekam drugam, dajte čim več spoznati. Ker za moj pojem je to del tisti čar potovanja, da spoznamo sebe in spoznamo druge kulture. Tako da ja, to je za ta video vse. Če vam bil všeč, dajte mi en všeček, pa se vidimo v drugem. Čau, čau!